Z nami je predstavnik glavnega organizatorja Darko Švetek, profi DTP. Darko, 11 je številka letošnjega industrijskega foruma IRT. Kako ste vi doživeli teh 11 let? Ja, 11 se sliši zelo lepo, ampak jaz upam, da jih bo pri tej številki še se kar precej spremenilo. Mislim, doživetje je, bom rekel, v letošnjem letu ponovno preseglo vsa moja pričakovanja. Saj smo lansko leto že postavili neke mejnike, ampak sem prepričan, da smo jih letos krepko še premaknili. Tudi kar se tiče samih, bom rekel, predavanj, samih razstavljalcev, krepko se je pa mejnik premaknil pri številu udeležencev. Letos se je ravno tako prvič zgodilo, da so nas obiskali tudi študentje fakultete za strojništvo in ledjedelništvo iz Zagreba in študentje fakultete iz Pule. To vidimo, da se dejansko tudi interes, bom rekel, izobraževalnih institucij iz okolice naše regije zelo velik, da si želijo ogledati ta dogodek, tako kot sem tudi že v svojemu govoru na otvoritvi povedal, so tudi zelo močni indici, da bi se dogodek Industrijski forum začel organizirati tudi na Hrvaškem in v Srbiji. Seveda zato so potrebni dodatni resursi, na katerih zdaj intenzivno delamo tako v Srbiji in na Hrvaškem, tako da jaz mislim, da v neki bližnji prihodnosti se bo tudi to zgodilo. Seveda, zdaj se že oziramo naprej, kaj bo, ko bo številka 12. Ampak jaz mislim, da dejansko treba je delati samo še na kvaliteti prispevkov, ki jih dobimo, in pa na, bom rekel, samih udeležencih. Kar se tiče razstavljalcev, dejansko zdaj že nekaj opažamo, že neke 2-3 leta, nimamo težav. To pomeni število prijavljenih razstavljalcev večje, kakor omogoča kapaciteta kongresnega centra, tako da s tem ni težav, dejansko se bo pa delalo samo na kvaliteti prispevkov, da bi pritegnili čim več industrije, sodelovanja industrije z znanstveno, akademsko sfero, in pa seveda, da te udeleženci, se naredi še dodatna promocija, da se vedno več udeležencev z industrijo udeleži tega dogodka. Veliko delate na vsebinah. Tipično industrijske oziroma strojniške vsebine so letos, pa tudi že pretekla leta, dopolnile poslovne vsebine, menedžerstvo, vodenje, intelektualna lastnina, patenti. Kako gledate na trend spremembe vsebine oziroma dopolnitve vsebin? Tako bom rekel, dejansko ta sprememba, predvsem prvega dne, ki se je zgodila recimo tako 3-4 leta nazaj, da smo uvedli, bom rekel, nekako bolj mehke vsebine, so sami obiskovalci, predvsem prvega dne, zelo pozitivno pozdravili. Tudi letošnjem letu je bil odziv po končanem prvem dnevu glede na vsebine, ki so bile letos predstavljene, izredno pozitivne in nam v resnici dajejo spodbudo in najavo, da naj se tega koncepta absolutno držimo, da naj postane dejansko prvi dan nekako bolj menedžersko, vodstveno dan namenjen temu kadru, drugi dan naj se pa absolutno držimo strokovnih vsebin, ker tudi te vodstveni kadri njih zanimajo tudi neke, bom rekel, mehke teme, s katerimi se oni v svojem okolju, v podjetju mogoče ne ukvarjajo, so pa zelo pomembne. In dejansko je to ena zgodba, ki se bo nadaljevala še, bom rekel, ta izraz ali pa ta vsebina še dopolnjevala, skupaj tudi z, bom rekel, zelo močno vpeto vlogo Združenja Menedžer, tako da dejansko mi že v tem letu začenjamo intenzivne pogovore z Združenjem Menedžer, ker so oni sami že zdaj v 2 letih spoznali dogodek, ki je izredno pomemben tudi za njih. To povezovanje, to pomeni, da menedžerji in vodstveni ljudje pridejo sem in spoznajo neke tehnične vsebine, je pomembno, za nas je pa pomembno, da dobimo vodstveni kader na naš dogodek. Ker ta vodstveni kader v svoji firmi odloča, ali bojo udeleženci iz njegove firme šli na dogodek ali ne. In temu bomo zdaj posvetili izredno velik pomen. Pika na i oziroma češnja na torti vsakoletnega foruma IRT je tudi podelitev prestižnega priznanja Taras. Letos je šla nagrada v roke podjetja Lek in
fakultet za farmacijo in strojništvo za umetni želodec. Kako ste vi doživeli letošnjo najinovacijo? Če sem iskren, ne, dejansko, ko so prišle prijave, ne, za prve dve, ne, ko dobiš prijavo, ne, recimo iz Iskra, ISD, plast, ok, ne, dobiš iz plastike skaza, ok, ne. No, ko je prišla od leka, ne, se začneš zamisliti, aha, lek, ne, kaj pa bi, ne, in potem v resnici začneš brati, ne, in najprej ti niti ni bilo jasno, ne, kako pa zdaj ta koncept v ta našo, bom rekel, neko strojniško zgodbo paše, ampak dejansko, ko prebereš celotno prijavo in to, kar smo včeraj poslušali, ne, je dejansko kle noter vpeto ogromno nekega znanja različnih področij, a ne, in mislim, da si je lek in obe fakultete, tako za strojništvo in farmacijo, absolutno zaslužilo to nagrado, da so se uspeli medsebojno tako povezati in to zadevo narediti, ne. In tako da je dejansko meni iz moje strani in strani organizatorjev, a ne, bilo, bom rekel, je šla nagrada sigurno v prave roke. Bomo pa ta del razpisa nagrade Taras nekoliko, bom rekel, pokorigirali, bomo v tej smeri, da ko bo prijava prišla v naš odbor, a ne, se bojo ljudje povezali z prijavitelji, ker se dostikrat ugotovi, ne, da na sami predstavitvi pride do nekih informacij, ki jih ocenjevalci niso imeli, ko so pregledovali prijavo, in je mogoče nekdo dobil manj točk, kot bi jih mogel, ker ni bilo v prijavi tega napisanega, kar smo včeraj slišali. Ne? Tako da bomo ta del dejansko se zdaj povezali, da bomo z temi prijavitelji stopili v kontakt vprej, se z njimi pogovorili in dejansko dali točne informacije ocenjevalcem, kaj je v tej prijavi. Ne bo samo pisne oblike, ampak bomo probali te informacije še strniti, zato da bojo ocenjevalci res dobili ta pravo sliko. Tudi slovenska industrija je majhna, ampak bi lahko bila bolj povezana, saj bi tako dosegla več. To je eno sporočil, ki krožijo po industrijskem forumu. Kaj lahko doseže slovenska industrija, če stopi skupaj? Ja, zelo veliko. Ne. Mislim, je pa res, ne, tudi nekaj, ne, da je zelo malo, ne, takih primerov, ne, ki jih lahko danes, bom rekel, ocenimo ali pa rečemo, ne, aha, gledajte, tukaj so se pa 3 firme uspele, bom rekel, zmeniti med sabo, a ne, in ta projekt speljati. Jaz mislim, da je še zelo veliko, ne, pri nas nekega, ne, zapiranja vase, ne želijo se informacije posredovati naprej, a ne, tako da, ampak mislim, da potencijala je ogromno, ne, samo če so ta pravi ljudje na ta pravih mestih, ne, da se znajo povezati med sabo. In potencijal slovenske industrije s povezovanjem tega je dovolj. Samo ta pravi ljudje morajo se usesti za mizo in to zadevo narediti. Darko, hvala za vaš čas in vaše odgovore in še mnogo industrijskih forumov doma in v tujini.